Še nekaj nasvetov o izkoriščanju ekrana. Peremo zgoraj navzdol in gledamo proti desni. Tako pač je, takšna naša pisava, takšni naši jeziki in v zahodni Evropi pač to velja. Tako da slike uporabimo vedno samo na levi strani, če niso vezane na vsebino. Tole si bomo pogledali na primeru, čez nekaj sekund. Samo še mogoče kratek komentar, če imate predstavitev z veliko slikami, takrat boste mogoče uporabljali razne primerjave, recimo pri nas je pa tako lepo kot na Blejskem jezeru in boste vstavili sliko Blejskega jezera. Takrat ne dodajate napisa, da je to Blejsko jezero, ker to pač vsi poznamo, ne? Razen če je vaša publika bolj mednarodna in morate v angleščini govoriti in mnogi ne poznajo Blejskega jezera. To je samo tako, da pokažete, da ste pametni, da ne žalite pameti poslušalcev. Zdaj si pa pogledamo tale primer. No, to je ena tipična predloga. Poskušajte imeti slike vedno na levi strani, pa potem samo besedilo proti desni. Zakaj? Se pravi, v tej smeri, pa tja, na desno stran. Zato, ker imamo v zahodnoevropskih jezikih, zahodnoevropske slovnice, pišemo zgoraj navzdol, levo proti desni. Slika, ki ni vezana na samo vsebino, naj bo na levi strani. Kvečemo, če bi kaj poudarjali za kakšno, ne vem, poseben poudarek dal samemu tekstu, takrat postavite sliko nekje na desni strani, ne zaključi torej tisto, kar predstavlja tale del tukaj na tekstu na levi. Ampak to je res samo uporabite redko kdaj, zato ker naj to ne bo prva slika na ekranu. Zakaj? Zato ker potem ljudje fiksiramo oči, torej pogled na tale objekt na desni, potem moramo iti pa tja brati, na levo stran, pa spet nazaj na desno in to vnaša samo eno zmedo noter v ljudi. In če se le da, poskušajte se izogniti slikam na desni strani.